Pozdravljeni. Sem Dora Domanjko in sem inženirka elektrotehnike. Pa ni vedno vse kazalo, da bom kdaj kakšna inženirka. Ko sem bila manjša, so me zanimale vse sorte ostalih stvari, bila sem tudi bolj zmedena, pa precej počasna, to mi celo piše v enem spričevalu, ampak no saj, koga je pa že kdaj zanimalo nekaj, o čemer nima pojma, tako da meni je kasneje fakulteta dala tako znanje kot tudi zanimanje za inženirski poklic in inženirske probleme. Greva naprej, Dora, a vzameš resnico ali izziv? Resnico in vedno resnico, razen ko bo izziv. Na fakulteto za elektrotehniko si se vpisala, ker si že od 2. razreda osnovne šole točno vedela, kaj si želiš delati, ko odrasteš. Joj, tale resnica pa ne bo držala. Mislim, da še ko sem oddajala svojo vlogo za vpis, še vedno nisem bila čisto prepričana, bi vendarle kaj zamenjala vrstni red. Dejansko je tako, da enih stvari težko vnaprej zelo dobro vemo, redki so tisti, ki zjutraj vstanejo in točno vejo, kaj bojo šli študirati. Ta zanimanja so stvar, ki nekako raste z nami, raste z našim znanjem in dejansko moramo najprej usvojiti en določen nivo, da sploh lahko razumemo to, da lahko najdemo tudi lepoto v tem, da začnejo stvari padati skupaj. In po mojih izkušnjah se to zgodi recimo po ene par letnikih faksa, da si tako daleč, da se sploh lahko kompetentno pogovarjaš sam s sabo, a si prav izbral in a je to res nekaj, s čemer bi želela preživeti preostanek svojega življenja. Dora, kaj izbereš, resnica ali izziv? Izberem resnico. Kot najstnica si trenirala balet, ga opustila, ker ni bil dovolj divji in začela igrati harmoniko v bendu Via Entropija in v folklorni skupini Emona. Ni čisto neresnično, dejansko sem se znašla za eno zelo kratek obdobje celo v nekakšnem baletu. Po nesreči so me starši vpisali v plesni tečaj, ampak to res ni bilo zame. Jaz sem se premikala kot slon v trgovini s porcelanom in sem pač preživela tistih par ur, kolikor je bilo plačanih. Sicer je pa vedno bil moj šport kajak na divjih vodah, torej ja, bolj divji šport. In še danes ga v bistvu zelo z veseljem spremljam, čeprav nisem več tako zraven. Glasba je pa vedno bila tudi sestavni del mojega življenja, tudi že takrat vzporedno s kajakom, takrat pač na nivoju glasbene šole. Potem sem pa kar precej preigrala v folklorni skupini Emona, res je, in pa kasneje v bendu Via Entropija. Igram klavirsko harmoniko, kar je super, ker mi omogoča res uživanje v kakršnemkoli glasbi, od slovenske etno, precej še poudarek je na etno glasbi, kjer najdemo precej navdihov. Praktično karkoli lahko na ta inštrument izvajamo in zato mi je tako pri srcu. Dora, kaj vzameš, resnica ali izziv? Ja, če sem po resnici ves čas govorila, da imam rada v življenju izzive, potem je zdaj čas, da to tudi dokažem in ja, vzamem izziv. Tako da, evo, če te zanima, kar poglej, kaj se skriva pod tem našim čarobnim belim prtom. Čas za razkritje izziva. To bi si pa skoraj lahko mislila, ne? Seveda, spajkanje je najbolj stereotipni del elektrotehnike. In ja, še posebej kadri, kjer kakšna punca, ki je kaj spajka, so taki, dobijo nadpovprečno gledanost. No. Pravijo, da mora vsak elektroinženir oziroma inženirka obvladati to orodje. Danes preverjamo. Iz 12 žičk spajkaj kocko. Iz 12 žičk kocka, v redu. Kar lotimo se. Ponavadi so stvari še precej bolj fine, na katerih moramo delati, tako da takale kocka bi ne smela predstavljati problema. Evo, še zadnja prečka, zadnji spaj upam, da. Spekla sem se že, kot sem rekla, to brez tega, ni spajkanja. Takole, evo, ni najlepša, ampak bomo hitro malo popravili, pa bo izgledala lepša.
Taram!